je zelo pozitivno. Samo poročilo letos je najboljše doslej, bi lahko rekel, oziroma najbolj pozitivno, priznava vse dosežke. Seveda opozarja tudi na poglavje 23-24, se pravi vladavina prava, človekove pravice, pravosodni sistem in podobne zadeve. To bodo še veliki izzivi. Potem poglavje 27, okolje in klimatske spremembe, ampak mislim, da gledano globalno je Črna Gora dosegla velik napredek in zdaj je zaprla že 17 poglavij, zadnji 2 v ponedeljek, tako da 33 je vseh skupaj in ima vlada Črne Gore ambiciozen cilj zapreti vse že letos. Kot pravim, to je zelo ambiciozen cilj, ampak menim, da je prav, da je pristop ambiciozen. Zdaj, kako se bo to odvilo, bomo videli do konca leta, ampak vsekakor je Črna Gora priznana kot tako imenovani frontrunner, se pravi, ima vse možnosti, da se pridruži Evropski uniji še v tem mandatu. Če bodo seveda države članice to potrdile. Včeraj je nastopil črnogorski predsednik, ki je kar navdušen svojim nagovorom. Ja, seveda, imel je zelo dober nagovor, v katerem je opozoril na vse tisto, kar je pozitivnega, povedal tudi, s čim se kaj še čaka v tem procesu in zagotovo je njegov nastop bil izjemno koristen, kajti z njegovim nastopom so tudi spoznali drugi europoslanci in širša javnost, spoznali prizadevanja Črne Gore in samo situacijo, tako da taki govori so izjemno v tem procesu in tem času lahko koristni. Ste optimist glede članstva Črne Gore? No, jaz sem po naravi vedno realist, tako da težko napovedujem neke datume ali karkoli, ampak ja, priznavam pa, da napredek je in ga vidim tudi ob svojih številnih obiskih, ker želim biti prisoten, želim videti, kako se stvari odvijajo v realnosti in zagotovo je prostor za nek, bom rekel, zmerni optimizem, ne bi pa še, dokler ni, seveda ne bi dvigoval rok z balance, dokler tekma ni končana. No, mislim, da Slovenija je naklonjena širitvi na splošno in mislim, da v Sloveniji ne bi smelo biti nekih težav s tem.